pognalie. Geslo današnjega pristavskega dne naj nas spodbuja, da bomo še naprej delali z veseljem in s trdnim upanjem, da naša slovenska skupnost ne bo izumrla, dokler se bo gojila slovenska beseda in pesem. Zato prav prisrčno pozdravljeni na slovenski pristavi veleposlanik Republike Slovenije v Argentini, profesor Agustín Vivot in gospa. Častni konzul Republike Slovenije v Buenos Airesu, gospod Herman Zupan in gospa. Predsednica naše krovne organizacije Zedinjene Slovenije, gospa Alenka Jenko-Godec. Naš župnik, gospod Franci Cukjati in njegov območni namestnik, gospod Franz Himmelreich, ter vsi ostali duhovniki naše skupnosti. Predsedniki in zastopniki slovenskih domov in organizacij. Naš dom San Justo, profesor Karel Groznik, Slomškov dom, gospod Marko Selan in gospa, Slovenski dom San Martin, inženir Tone Kastelic in gospa, Slovenski dom Karapačaj, gospod Franci Korošec in gospa, predsednica Zveze slovenskih mater in žena, gospa Paulina Dobovšek, ravnateljica Prešernove šole, gospa Veronika Zurc-Boh in vse učne moči. Bodite prav lepo pozdravljeni tudi vsi navzoči, ki ste se v tako lepem številu prihiteli na ta dan. Lepo prosim gospoda predsednika pristave, gospoda Andreja Goloba, da nam spregovori pozdravne besede. Oprostite za mudo. Spoštovani gostje, gospe in gospodje, v imenu društva Pristava se vam prav lepo zahvalim za vašo navzočnost ob današnji 42. obletnici obstoja našega društva. Prepričani smo, da se boste med nami prijetno počutili, kakor da bi bili doma, in se zato prav zares veselimo vsakega vašega obiska v našem domu, za katerega od gostov pa bi skoraj da lahko v prispodobi rekel, da se na pristavo vrača kot v svojo domačo hišo. Res je namreč to, da današnji pristavčani praznujemo 42 let, odkar društva Pristava formalno obstoja. Kot tako je bilo ustanovljeno recimo šele leta 1967. Ampak pogosti, največ konec tedenski obiski tega kraja, po predvsem takrat še mladih slovenskih imigrantih, segajo kar v prve čase, kmalu po prihodu slovenske protikomunistične skupnosti v Buenos Aires in v številna predmestja tega mesta. Zato nam ne zamerite, če se danes pobahamo rekoč, da imamo tale kraj najdaljšo tradicijo, da tako lahko rečem, pustimo ob strani Viktor Martinez, v delu za kulturno rast, ohranjanje slovenske narodne zavesti in zdravo razvedrilo takratne in današnje slovenske skupnosti. Taki tradiciji je ostal zvest tudi današnji pristavski rod in ta naša pristavska družina, kot se radi poimenujemo. Svojo zvestobo tem vrednotam dokazujemo takole. Ob nedeljah in drugih praznikih se po navodilu posvečuj Gospodov dan, kot skupnost zbiramo pri svetih mašah. Med šolskim letom, največ ob sobotah, je naša slovenska osnovna šola, ki jo je ustanovila in vodila naša draga gospodična Mija, in jo sedaj vodi gospa Veronika Zurc-Boh, po 56 letih še vedno pri življenju. Mladina
dekleta iz SDO, infanti iz FZ, živahno in vsestransko deluje in sodeluje, pomaga in tudi samodejno programira in načrtuje. Jo bom pohvalil in rekel, da je res pridna. V nedaljnem spominu je še mnogih lepo, izredno presenečenje njihove predstave na letošnjem mladinskem dnevu. Predstavski odsek Zveze Materi in žena, ki ga vodi gospa Marta Križ, opravlja vestno in z darovanjem svojega prostega časa svojo karitativno dejavnost. Na drugem področju pa je gospej Maruči Zurc uspelo povezati in vzgoje slavnega vidika domiselno vključiti v naše družinsko življenje kar številni rod mladcev in mladenk. Za naše zunanje ministrstvo je, kot znano, zadolžena folklorna skupina, ki je nedavno uspešno vandrala tudi po Sloveniji. Lepe kamenčke in mozaik današnje predstavske stvarnosti pa vztrajno vstavljajo dekleta iz pevskega zbora Milina, ki ga s tehniko in ljubeznijo vodi profesorca Marjana Jelenc Petroko. Da je naša družina tako številna in aktivna in slovenskim izročilom zvesta, imajo zasluge naši predniki, ki so jo z delom in zgledom ustanovili in nam jo kot dragoceno dediščino izročili. Na nas in naših potomcih pa je, da jo ohranimo in obogatimo. Tako nam Bog pomagaj in v slogu današnjih domovinskih navad vam želimo lep dan. Hvala lepa. Vljudno vabim predsednico Zedinjene Slovenije, gospo Alenko Godec, da nam poda svoje misli. Spoštovani gostje, dragi pristavčani. 42 let že pišete zgodovine vaše skupnosti. Danes smo se zbrali, da to proslavimo v veselju in zanosu. Po Prešernu ste izbrali geslo današnjega praznika: iz srca svoje so kali pognale. Iz slovenskega srca tistih, ki so sanjali o društvu in ga ustanovili. Pognale so kali, ki jih že 42 let iz srca zalivate z vodo ljubezni, dela, žrtev, idealizma, vztrajnosti. In danes je vaša greda polna rož, polna blestečih barv in opojnega vonja. Izstopajoča greda na vrtu slovenskega življenja v Argentini. Ko vam čestitam v imenu Zedinjene Slovenije in organizirane slovenske skupnosti, vas obenem prosim, da ostanete še naprej dobri in zvesti vrtnarji, skrbni za narodna in verska izročila, da bodo še dolgo leta cvetela med nam vsem v ponos. Bog vas živi. Pozdravil nas bo tudi veleposlanik Republike Slovenije v Argentini, profesor Agustín Vivot. Prosim. Spoštovani, kot pristavčan se z velikim veseljem nahajam danes, da praznujemo 42. skupni dan. Kot veleposlanik pa prihajam iz Lanusa, potem iz Peruja, potem iz Venezuele, iz Čaka in Entre Riosa, prihodnjič gremo z gospodom Zupanom Mendozo in tako naprej. In bi rad danes opozoril na neko stvar, ki se mi šteje kot privilegij, da gledam, kako vsaka skupnost, kako tudi vsaka država na nek način rešuje na svoj način podobne probleme. Iz tega privilegiranega prostora vidim, kako
42 let, 54. mladinski dan, 60. obletnica v Lanusu, šole Baragove šole, 60-letnica v Mendozi, 60-letnica v San Justu. Po drugi strani pa Slovenci v Entre Riosu, ki začenjajo ponovno pouk slovenščine v Chaco, Las Breñas, Roque Sáenz Peña, Villa Ángela in Resistencia komaj čakajo, da bi dobili slovenskega učitelja. V Peruju v četrtek ustanovljeno slovensko društvo. Prosimo, obiskčite nas. In tako se mi zdi, da se odpira za našo slovensko skupnost v Latinski Ameriki ena nova perspektiva. In v tej perspektivi vidim jaz ponovno zagon, ponovno delo, ponovni izziv, kako vsa slovenska društva, organizirane slovenske skupnosti pod okriljem Zedinjene Slovenije, Medreligijskega sveta ali še širše vseh Slovencev skupaj lahko najdemo skupno izhodišče, da smo najprej Slovenci, potem se usedemo za mizo in si med seboj pomagamo. To je zame, mislim, misel za 42. obletnico Pristavske skupnosti, kateri z veseljem pripadam. Bog vas živi. Vsaka važna obletnica ima slavnostnega govornika. Zato smo letos prosili Pristavčanko profesorico Ano Marijo Hren, ki se je gostoljubno odzvala naši prošnji, za kar se ji prav lepo zahvaljujemo. Zato jo vljudno vabimo, da nam spregovori. Spet se je blaga vrnila pomlad. Vejce zelene in cvetje diše. Kmetič pripravlja sejati orad. To so le drobci pesmi, ki mi je tata, oče po primorsko, pel, ko sem bila še otrok. Prinesel je seboj celo zbirko slovenskih pesmi, katere je od leta 1928, ko je prišel v Argentino, zavestno ohranil, saj jih je rad prepeval sam, s prijatelji, v družbi in z družino. Slovenska beseda in slovenska pesem sta bili nepretrgana vez z domovino, z rodnim krajem. Neuresničeni prvotni načrti in božja usoda so ga končno po 2 desetletjih seznanili z zaročenko, mojo mamo, ki je prišla kot begunka, zelo bolečo in tragično preteklost. Na tuji zemlji sta si ustvarila nov dom, lastno družino. Spomini me vlečejo nazaj, prav na otroška leta, ko sem se tukaj učila prve samoglasnike in prvo abecedo. In potem, v mladinski dobi, ko so bile na Pristavi razne prireditve, od duhovnega življenja do skupnih mladinskih dni. Bila sem delček tistih slovenskih otrok, čigar starši so si morali priboriti bistvene materialne dobrine, potrebne človeku za dostojno življenje. Istočasno so pa zavestno vztrajali in se žrtvovali za to, da bi tudi mi zrasli v slovenskem duhu, da ne bi pozabili na slovensko besedo, zgodovino in običaje. Vzgajali so nas v krščanskem duhu in s krščanskimi vrednotami. Vse to je tudi pomagalo, da smo takrat naravno sprejeli potek našega življenja kar v 2 vzporednih okoljih, argentinskem in slovenskem,
pogosto izključno v slovenskem. Navezali smo nove stike s sošolci in prijatelji, z mladimi in starejšimi. Imeli smo istega skupnega imenovalca. Med vojno in povojno preteklost naših staršev, družinske spomine, pobite vojake in civilne družinske člane, taborišča v begunstvu in izseljenstvo. To je bila in je še naša gonilna sila, pečat, ki bo stal za nami. Toda v istem stoletju je Slovenija doživela tudi velik zgodovinski skok naprej, ko je dosegla samostojnost, katero smo tudi mi z velikim veseljem spremljali in podprli. Naše zanimanje za Slovenijo je danes bolj neposredno in bolj stvarno. Zdaj nas more vezati ne le samo srce, ampak tudi razum, ki nam pomaga odkriti in imeti na jasnem, kaj je prav in dobro za slovensko državo in kaj je proti državnim interesom. Prav te dneve se odloča bodočnost slovenske Istre in slovenskega morja. V 20. stoletju smo Slovenci izgubili del našega narodnega ozemlja, Koroško, Trst in zahodni del Primorske. Slovenski pregovor pravi: pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Smatram, da je umestno, da tudi mi, čeprav v izseljenstvu, sledimo tem dogovorom s Hrvaško in zavzamemo jasno in javno stališče v bran slovenskih narodnih in državnih interesov. Tukaj se spajata narodni čut in državna bit. Iz srca svoje so kali pognale. Primerno geslo za pristavo. Saj skozi 42 let se je na tem kraju velikega Buenos Airesa usidralo srce, ki še danes poganja močno cveteče rožice poezije. Sledili bomo odrskemu prikazu mladinske igre Pika Nogavička, ki jo je spisala Astrid Lindgren in priredil Andrej Rozman. To je igra v 10 prizorih o zgodbi mlade Pike v režiji Dominika Oblaka. Prosim, da ugasnite mobilne telefone.
majhnega mesta leži star, zapuščen vrt. Sredi vrta stoji stara hiša in v njej stanuje Pika Nogavička. Stara je 12 let in v hiši stanuje čisto sama, kar je pravzaprav imenitno, kajti nikogar ni, ki bi jo zvečer naganjal v posteljo ali jo silil piti ostudne zdravilne sirupe namesto slastne vroče čokolade. Mama je umrla, ko je bila Pika še čisto majhna stvarca, ki je ležala v zibki in se tako strašansko drla, da si nihče ni upal blizu. Pika je prepričana, da je njena mama zdaj v nebesih, odkoder opazuje svojo malo punčko skozi kukalo v nebu. Na očeta Pika tudi ni pozabila. Kaj še? Bil je kapitan, jadral je po velikih morjih in z njim je jadrala tudi Pika. Dokler ga ni nekoč med viharjem vrglo s palube in je izginil. Ampak Pika niti malo ne dvomi, da se bo nekega dne vrnil. Sploh ne verjame, da je utonil. Ampak je prepričana, da so ga valovi vrgli na otok ljudožrcev, kjer je postal njihov kralj. Tam se zdaj njen oče sprehaja vsak dan z zlato krono na glavi. Staro hišo sredi vrta je kupil Pikin oče pred mnogimi leti. Mislil je, da bo živel v njej s Piko, ko se bo postaral in ne bo mogel več jadrati po morjih. Potem pa se je zgodila tista neumnost, da ga je odplaknilo v morje in medtem, ko je Pika čakala, kdaj se bo njen oče vrnil, je šla naravnost domov v vilo Čira Čara. Tako se namreč ta hiša imenuje. Z ladje je vzela 2 stvari. Majhno opico, ki je ime Gospod Ficko, in velik kovček poln zlatnikov. Pika je res nenavaden otrok. Najbolj nenavadna je njena moč. Tako strašansko je močna, da na vsem svetu ni policaja, ki bi bil tako močan, kakor je Pika. Poleg vile Čira Čara sta še en vrt in še ena hiša. V njej stanujeta oče in mama z 2 prijetnima otrokoma, dečkom in deklico. Deklici je ime Anica, dečku pa Tomaž. Oba sta zelo ljubka, lepo vzgojena in vljudna otroka. Tomaž nikoli ne grize nohtov in Anica nikoli ne godrnja, kadar se ne zgodi vse po njeni volji. Anica in Tomaž se lepo igrata na svojem vrtu, a pogosto si želita še koga, ki bi se z njima igral. Tistega poletnega večera, ko je Pika prvič prestopila prag vile Čira Čara, Anice in Tomaža ni bilo doma. Še sanjalo se jima ni, da se je medtem nekdo vselil v vilo Čira Čara. Šele danes se bodo prvič srečali. Zdaj pa vas lepo povabim, da za nekaj trenutkov pozabimo na vsakdanjost in z otroškimi očmi skupaj vstopimo v ta svet igrivosti in domišljije. Ah, meni je to dolgočasno. Kaj pa Gumitvist? To je za punce. Kaj pa
Zakaj si pa šla zadenski? Zadenski? A misliš ritenski? Ja, ampak ritensko ni pravilno. Pravilno se reče zadenski. Zanimiv. A vidiš, če bi šla spredenski, tega ne bi mogoče nikdar zvedla. Ja, ritensk se splača. Ne čudno, da v Egiptu vsi ljudje tako hodijo. Odkot pa to veš? Ne boš rekla, da si bila v Egiptu? Če sem bila v Egiptu, ne samo v Egiptu, ampak tudi povsod drugje. In me prav zanima, kaj bi rekel, če bi hodila po rokah tako kot v Indiji. Tam ne boš našel človeka, ki bi bil za hojo pripravljen uporabljati noge. Veš, kaj mislim? Mislim, da lažeš. Pravzaprav res. Lagati je grdo. Res je, ampak veš, jaz na to zmeraj pozabam. Najbrž sem nekoliko predolgo živela v Kongu, kjer ni niti enega človeka, ki bi govoril resnico. Vsi ves dan lažejo. Začnejo že navsezgodaj, ob 7 zjutraj in ne nehajo lagati, dokler ne zaide sonce. Tomaž, Hanica, Že gremo! Takoj. Adio, zdaj morava iti. Saj se še kaj vidimo. Kje pa stanuješ? Tlele, tukaj, Zraven nas? v vili Čira Čara. Ja, a je kaj narobe? Pikica, večerja! Koga pa kličeš? Sebe. Kako sebe? Če se ne bi poklicala, ne bi šla in bi mogoče klepetala tlele z vama do jutra. A nimaš mame? In očeta? Ne, ampak ni problema, sem še kar pridna. Včasih se sicer ne ubogam in nočem takoj spat. Ampak pol si pa rečem še enkrat in to zelo groznim glasom. Pika, spat. In pol ubogam, ker če ne, jih pa dobim borit. Se pravi, da stanuješ čisto sama? To pa ne, z mano je še gospod Ficko. Tomaž, Hanica! Takoj! Že grem. Zdaj pa res morava. Le pejta, ker če ne bosta šla domov, jutri zjutraj ne bosta mogla od doma. In na obisku vilo Čira Čara. A res lahko prideva? Že zjutraj, ker jutri nedelja in bi se lahko igrali cel dan. Takoj po zajtrku prideva. Pikica, kaj zdaj to? A misliš ti kaj priti domov ali te bo morala jaz iti iskat? Že grem. Človek, tisti smešni deklici z velikimi čevlji. Saj res. Sem vedel, da me čaka nekaj prijetnega. Samo spomniti se nisem mogel, kaj. Ja, kam se vama pa tako neznansko mudi? Obiskala bova novo deklico v sosednji hiši. Možda ostala pri njej ves dan. Aj, ti otroci. Kaj pa zdaj?
Česi moj prijatelj me kliči Pika Nogavička, pike imam na nosku, a nogavičke na nogah. Donki muni para je moja vila čira čara, tu živim kar sama, dobrodošel mi je vsak. Hej Pika Nogavička, čola hej čola hop sa sa, vsak dan si izmislim nekaj čisto novega. Hej Pika Nogavička, ali vsi včine čaro se igrat. Hej, jaz sem Nogavička, mali neugnani škrat. Jaz počnem kar hočem in ne počenjam česar nočem, sama si določim, kako veselo se živi. Jaz sem mala Pika, zdaj si me prav nič ne mika, zmeraj bom počela le tisto, kar me veseli. Hej Pika Nogavička, čola hop sa sa, vsak dan si izmislim nekaj čisto novega. Hej Pika Nogavička, ali vsi včine čaro se igrat. Hej, jaz sem Nogavička, mali neugnani škrat. Naprej ali pa nazaj? Dober dan. Hula hop. Prosim? Ah, nič, samo v jeziku bungi indijancev sem rekla. Pozdravljena, draga soseda, in lepo, da sta prišla na obisk. Kaj delaš? Če bi ti rekla, da se glih pripravljam, da bomo čist hladilnik, najbrž ne bi verjel, ker si preveč prebrisan. Zato ti bom povedala kar po pravici. Piškote pečem, še malo pa bom konc. Takole, amen pod kamen pa mrtvaško kost zraven pa je. Je pa tale peč na žalost mal premejhna. Če si človek, tako kot jaz, želi speč 20 milijonov piškotov. Ampak moče bo pa kdaj zrasla. A imaš kakšno idejo, kaj bi lahko počeli? Kaj bosta počela vidva, ne vem. Kar se pa mene tiče, mi je jasen, da ne bom zabušavala. Sem namreč iskala najdilec in iskala najdilec nima niti minute prostega časa. Kaj si rekla? Kaj si? Iskalo najdilec. Kaj pa je to? Iskalo najdilec je tisti, ki išče in najde stvari. Kaj ne bi bil drugega? Ves svet je poln stvari in čist nujen je, da jih kdo išče in najde. In točen to in čist nič drugega delajo iskalo najdelci. Kakšne stvari pa so to, ki jih iščejo? Ojej, je vse sorte stvari. Kepe zlata in nojeva peresa in mrtve podgane in pasje bombice in majčkene šravke in še vse mogoče. To je pa krasno. Jaz upam, da bom našel kepo zlata. No ve, mogoče boš, mogoče pa ne boš, ampak nekaj bomo siguren najdel. Najboljš je, da začnemo iskat okrog bližnjih hiš. Lahko se sicer zgodi, da najdeš mejčken šravfak tudi sred najbolj zaraščenega gozda. Ampak najboljše stvari se pa vsem dobijo tam, kjer v bližini živijo ljudje. Hej, kaj pa je to? Zanimiv. Prepričana sem bila, da sem videla kepo zlata. Pa bi res smeli vzeti vse, kar bi našli? Seveda, vse, kar je na tleh. Tale recimo ima noge na tleh in mi smo ga našli. Vzeli ga bomo. Ne, Pika, gospoda ne smemo vzeti. Le kaj naj sploh z njim počnemo? Kaj naj z njim počnemo? Za marsi kaj bi ga lahko imeli? Lahko bi ga vtaknili v majhno klesko na mezajca in bi ga pitali z regratom. Ampak kar se pa mene tiče, če ga nočete, ga pustimo tle. Čeprav me jezi, da bo mogoče prišel kakšen drugi skalonajdilec in ga vzel. Kaj sem našla? Čudovito staro kanto. Zakaj jo pa lahko uporabljamo? Ojej, kanto pa res lahko uporabimo za vse mogoče.
Lahko damo vanjo potico in imamo imenitno kanto s potico. Lahko pa si jo poveznem na glavo in se igram, da je noč. In to bom tudi naredila. Zdaj sta lahko videla, kako koristna reč je takale kanta. Če je ne bi imela na sebi, bi padla naravnost na nos in se do smrti potolkla. Ampak če ne bi imela te škatle na glavi, se sploh ne bi spotaknila. Glej, mislim, da je danes moj srečen dan. Najprej sem našla tole čudovito kanto, zdaj pa sem našla nekaj, kar ni najdu še sploh nikdar noben. Kaj pa? Jaz nič ne vidim. Seveda ne vidiš, ker je nevidno. Kaj pa je to potem? Spunk. Kaj pa je to? Nova beseda. Sveža, bleščeča in še popolnoma nepoškodovana nova beseda. In jaz sem jo našla, prav jaz in noben drug. Ampak kaj pa pomeni? Ne vem. Edin, kar vem, je to, da ne pomeni sesalca za prah. Ampak če ne veš, kaj pomeni, potem ti to, da si jo našla, nič ne koristi. Veš kaj, če so tisti stari profesori na univerzi lahko pogruntali, kaj pomenijo tako čudne besede, kakor loščilo za parket, pa presna zelenjava, pa vodovodni inštalater, bomo pa menda tudi mi pogruntali, kaj pomeni spunk. A smo iskali najdilci, a nismo? Smo! Mogoče je to glas, ki se sliši, če hodiš po blatu. Recimo, Anica hodi po blatu in slišimo najčudovitejši spunk. Ne, to ne gre. Mogoče je pa spunk nekaj, kar prodajajo. Pejmo v trgovino in vprašajmo. Ali vi morda veste, kje bi človek tu lahko našel spunk? Tega pa žal ne vem. Slišala sem namreč, da imajo v tej trgovini daleč najboljši spunk v mestu. A res? Joj, to bi torej tudi mene zanimalo, ker to je res odlična trgovina. Milo, recimo, imajo za skoraj en pes ceneje kot kjerkoli drugje. In tile čevlji. Res, da so mi za 2 številki premajhni in me bodo malo tiščali. Ampak za 50 pesov, tako poceni, jih lahko dobiš samo tukaj. Kaj si že rekla, da iščeš? Spunk. Kje pa je kakšna predajalka? Oprostite, a vi veste, kaj imajo tukaj spunk? Ne vem in me ne zanima. Mene samo zanima sprednja leva guma za avto in to sem že našel. Oprostite, gospodična, kje pa imate tukaj spunk? Spunk? Ja? Ne verjamem, da bi ga imeli. Pa ga morate imeti, v vseh boljših trgovinah ga imajo. No, seveda, imeli smo ga, ampak smo že vsega prodali. Hočete reči, da ste spunk še včeraj imeli, danes vam ga je pa že zmanjkal? O, povejte mi, ljuba gospodična, kakšen je? V življenju še nisem videla spunka. A je rdeče marogast? Ne vem. Lahko pomagam? Deklica išče spunk. Ja, in rada bi tizga najboljše vrste, s katerim lahko še leve ubiješ, če je treba. Pogledali bomo. Se prav, da vam ga ni zmanjkal? Ja, tista gospodična je namreč rekla, da vam ga je že zmanjkal. Bo v redu. Veš kaj? Temu pravijo profesori grable. Po naključju pa je spunk tis, kar bi rada imela. Neverjeten. Če človek ni pozoren, ga v trenutku golfajo. Potem pa tukaj nimamo nič takega. Vprašaj v Drobtinici na vogalu Korenčkove ulice in Veseljakove ceste. Drobtinica na vogalu Korenčkove ulice in Veseljakove ceste. Tam ga nimajo, toliko pa že vem.
Ampak če je človek v trgovini, mora tudi nekaj kupiti. Glej tole! Dobar dan, tebe pa prvič vidim. No, kaj je? Roko je treba stisniti. Ojoj! Kaj pa zdaj? Ja, kaj pa je to? Ja, si znorela? Joj, to boš pa drago plačala, da mi greš pri priči z mano. No, kaj je? Kaj čakaš? Greva? Če bi se razburil za kakih 5 stopenj manj, ti ne bi čist nič škodilo. Mislila sem, da je to samo postrežna in hotela sem kupiti to roko. Hotela kupiti to roko? Ja, kako si pa ti to predstavljaš? Poslušaj, punčara, a imaš ti sploh pamet? Kupila bi roko od dekorativne lutke. Oj, poslušaj me dobro. Uničila si celo lutko in celo lutko boš tudi plačala. Oziroma tvoji starši, ker sama pač nimaš toliko, kot je vredna ta lutka. Še sreča, da v vseh trgovinah niso tako pametni, kot pri vas. Ker kam bi pa prišli, če bi hotela imeti jabolk, pa bi morala za to kupiti celo drevo. A stane ta babenca več kot toliko? O, ne, seveda ne, še zdaleč ne toliko. Drž drobiš in kup kaj pametnega otroka. Oj, hvala, gospodična, najlepša hvala. In kam, če smem izvedeti, naj vam lutko dostavimo? Jaz rabim samo roko in to roko bom vzela kar s sabo. Ostalo lahko razdeliš med reveže. Naj vam jo zavijem? Ne, hvala. O, prosim, prosim, sluga ponižen, vedno na voljo. Ampak Pika, zakaj hočeš imeti to roko? Zakaj jo hočem imeti? A nimajo ljudje umetnih las, pa umetnih zob, včasih celo umeten nos? Zakaj pol jaz ne bi mogla imeti majhne umetne roke? Sploh pa sem glih hotela reči, tako grozen praktičen je imeti 3 roke. Ja, zelo dober je, če ima človek 3 roke. Kam piše tle gor? Kako to misliš? A ne znaš brat? No, ne čisto vseh črk. In sploh mislim, da je teh črk za enega, ki se je odločil, da bo gusar, ko bo velik, precej preveč. A, pa E, pa I, pa U, pa K, pa L. Le kdo si lahko se to zapomni? Vsi si lahko to zapomnimo. In tukaj piše, ali trpite za voljo sončnih peh? Ali trpite za voljo sončnih pek? Ti pa res znaš, če bova midva kdaj gusarja, boš ti pisal ladijski dnevnik. Ali trpite za voljo sončnih pek? Na vljudno vprašanje je potreben tudi vljuden odgovor. Ne. Prosim? Ne. Oprosti, punčka, ampak ne razumem. Kaj ne? Ne trpimo za voljo sončnih pek. A, to. Ampak, čakaj, ubogi otrok, saj imaš vos obraz poln sončnih pek? Seveda, ampak jaz zaradi tega ne trpim. Ker brez sončnih pek jaz sploh ne bi bila jaz. Če bi se pogledala v špegel, se ne bi spoznala in bi na koncu tega še znorela. Reče se ogledalo. Zdaj so ti mogoče všeč, ampak ko boš velika in boš zrasla v gospodično, ti ne bodo več. In naš preparat je izredno kvaliteten. Predvsem pa bi znorela, če bi se pogledala v špegel. Oprosti, Anica, hotela sem reči pošpegala v ogledalo. In bi ugotovila, da sem zrasla v gospodično. Ker jaz, če še ne veš, nameravam zrast v gusarja. Zato mi tej kaj tazga, od česar se dobi še več sončnih pek. Nič takega nimamo. No, če boš slučajno dobila, mi prosim pošelj 7 do 8 škatelj. Imamo pa zelo kvalitetno kremo za občutljivo kožo. Kremo? Daj, da vidim. Ni
slabo. Ampak čakaj, ubogi otrok, to je vendar za zunanje uporabo. Prost, bom do konca pojedla zunaj. Čeprav dvomam, da bo zunaj kaj boljš, ker v bistvu je pa prav nagnusen. Ne, hvala, ne bom vzela. Kako to misliš, da ne boš vzela? Kaj naj zdaj jaz to vržem stran? No, dobro, sej bom vzela. Bom pač porabila za to, da bom namazala pohištvo. Sam zato je pa tale škateljca mal premal. Kaj imaš pa na tej polici? Mazilo proti klopom, dražeje za zbijanje vročine, sprej za... Dobar, vidim, da imaš same koristne stvari. Zlimi vse skup v tole kanto. Kaj pa kaj proti temu, če vtakneš grah v nos? Imaš tudi kaj tazga? Proti temu, če... Poslušaj, punčka, a se ti mogoče norčuješ? Se prav, nimaš. No, dej kar imaš. Za en cekin. Cekin? Kar sem not zlivej. Zgleda, da ti bo treba pomagati. Koliko jih lahko vzamem za tale drobižek? Vse. Malo pomešamo. Ni slabo, ampak grozen, ostuden in brez dvoma zelo zdravilen. Prepričana sem, da bi, če bi tole popila, živela najmanj 200 let. In vseh teh 200 let ne bi spravila tega zoprnega okusa iz ust. Upam, da mi omare ne bodo preveč zamerile, ko jih bom mazala. Pika, zdaj je že pozno, domov bo treba. Ideja ni slaba. Še posebej, če pomislim na piškote. Možnosti so samo dve. Ali so zogljene, ali sem pa pozabila prižgati pečico. Stoj! Pazi, da ne pohodiš. Koga? Hrošča. Saj res. Sploh ga nisem videl. Le kaj je to za hrošč? Govnačni, rogač tudi ne in obrobljeni kozak tudi ne. Jaz pa vem, to je spunk. Pa si prepričana? Seveda, a misliš, da ga ne bom prepoznala, ko ga enkrat vidim? To je najlepši primerek spunka, kar jih je kdorkoli najdu. Ljubi moj spunkac, ti ne veš, kako sem te vesela. Povsod smo te iskali, ti si nas pa medtem čakal pred vrati domače hiše. A že greš? No, adijo in pozdrav ženo in otroke. Mislim, da si lepšega koncejskega najditeljskega dneva ne bi mogel želeti. Jutri bomo pa nadaljevali. Ampak Pika, midva imava jutri šolo. Ne bo šlo. Povejte v šoli, da nimate časa, da sta postala iskala najdilca in se morate ukvarjati z bolj važnimi stvarmi, kakor je multimatika. Ampak to ni mogoče, šola je obvezna. Poleg tega bodo kmalu počitnice in moramo biti do takrat čim bolj pridna. Krivica, to je dejansko krivica. Kaj? Da imata vidva počitnice, jaz pa ne. No, saj imaš tudi ti lahko počitnice, če hodiš v šolo. A misliš, da drugačne gre? Mislim, da ne. Poleg tega ti bo šola samo koristila. Naučila se boš brati in pisati in računati. No ja, če ni druge, bom šla pa pogledat.
Adio, se vidimo jutri v šol. Hurra!